Narodnem Ljubljanskem filmskem festivalu. Jaz sem manjši jubilej letos, nisem še Abrahama srečal, pred 10 leti natanko se je iz Cankarjevega doma v ubod divje vode filmskega sveta podala Ilka Strgel in prepustila meni častno mesto. Tako da rad seveda bi najbolj pozdravil Ilko Strgel in pa Pjera Žalico, dva žiranta, ki bosta letos soodločala o nagradah Vodomec, ki ju že 21. letos zapored podeljuje Telekom Slovenije, katerem ga seveda zahvala, velika zahvala. Mislim, da v kulturnem sektorju še imamo tako dolgotrajnega razmerja. Skratka, nagrada Vodomec bo podeljena 19. novembra. Pozdravljam tudi ministra za kulturo, gospoda Peršaka. Dajmo tako, jaz vsako leto se zahvaljujem, tudi na kratko, sem pa rekel, da ob 10. letnici se pa spodobi moji dragi ekipi, ki seveda so ustvarjali ta festival, katerim gre seveda vsa zasluga za vse lepe uspehe in lepe spomine in seveda pogled na področnost, ki nas bo vse, jaz upam, razveselil še na mnoga leta. Skratka, zdaj bom poskušal jaz zelo na hitro obljubam vse ključne akterje našteti, ker tako je moram kar po nastopih, seveda najprej najožji ekipi, hvala, to so Brane, Saša, Janina, Janini sta dve sicer, ampak vsekakor Zvezdana, Damjana, potem je Anina, pa Sonja je, pa Damjana, veliko punc. Zdaj smo po zgodnih štukih. Naprej, tehnika, tam pa moški predujejo. Med mesurjem spadajo še Aleksandr, pa Niko, pa Grega, pa dva Jureta imamo, en skrbi za računalnike, drugi vam vrti filme. Janas, pa potem gremo dol, do še ene Janine, pa do Antoaneta, ki skrbi, da sploh vsi kopije pridejo sem, ne morate vedeti, kakšna zadolžitev je to. Mame smo mi zapuščali, skratka, hvala vsem, da sigurno sem koga pozabil, ampak se bomo potem spomnili na sprejemu, ko se vidimo v veliki sprejemni dvorani, tako da morate malo po stopnicah navzgor. Skratka, hvala vsem sodelavcem za lepo sodelovanje. Nocoj nas čaka, bi rekel, neke vrste polski filmski večer, videli boste dva filma v večino polskem jeziku. Celovečerni film je 11 minut, ki traja 81 minut, polskega sinastra Jeržija Sklemovskega, ki mu letos posvečamo tudi retrospektivo. Jerži Sklemovski žal ni moral prijeti v Ljubljano, v zadnjem hipu je žal moral povedati zaradi igralskih obveznosti. Pa tukaj imamo z nami še vseeno zelo posebnega gosta, namreč pred filmom 11 minut boste videli 14-minutni film Vsi ti glasovi. Če se ne motim, je to ameriško-polska koprodukcija v polskem jeziku. Posebnost tega filma pa je, da ga je sopodpisal naš mladi scenarist Martin Horvat, ki se zadnjih 4 leta kali v samem centru filmske industrije Los Angelesu, je diplomat Ameriškega filmskega inštituta in je pred mesecem dni skupaj z režiserjem seveda je prejel študentskega Oscara za film, ki ga boste videli toga. Tako da prosim, če na oder vabim seveda Martina Horvata. Dobrodošli v Ljubljani, najprej te moram vprašati, kolikrat si bil na listu pred odhodom na zahodno obalo? Zadnjih 5 let nisem bil, predtem pa je zelo pogosto. Ja, ni me bilo, no. Predtem sem pa poskušal vsako leto, vsaj peščico filmov videti. Letos imam v planu jih, sem tam po aplikaciji na telefonu malo poklikal in grede se jih je napravil 20.
Ne vem, če mi bo uspelo, ampak se bom potrudil. In tvoj najljubši film nekdanjih lifov je? Ne tako, da spoznamo tvoj filmski okus. Spomnim se prav v tej dvorani enega zadnjih filmov Arlena Reneja, se pa ne spomnim sicer naslova. Aha, Vdive trave. Morda. To je odvrteni film Lifa pred 7-8 let, bravo. Kakšno življenje v deželi Mandarin in Pomaranč, ki je potem zrastel filmski center? A še rastejo sploh tem, ali so vse že od? V glavnem so tam drevesa avokadov. Zdravo življenje. Res ne, prvo leto sem dejansko za hišo Roberto mi je drevo avokada in sem si ga pokostal trgal za zajtrk. To sem prav še s filmskim kritikom, ki živi v Los Angeles in me reče, veš Simon, jaz se tudi vstanem in grem na vrt in si trga svižo pomarančo in si naredim pomarančni sok. Torej, da skrajšam čestitke za nagrado. Najlepša hvala. Ne, sej razumem jaz to, ampak po 4 letih v Los Angelesu pa ta sončna jutra včasih znajo biti nadležna. Tale deževna se veliko bolj, ja, zelo paše, ja. Kotr čez glavo pa... Nimamo isto radi na Lifu, drž da čim več ljudi tukaj. Kako sta prišla do sodelovanja z Davidom? Ste se sodelovali na akademiji, na šoli? Ja, tako je. Mi sva v prvem letniku sodelovala na enem kratkem filmu. To se je takrat zgodilo sicer čisto naključno, ampak sva zelo uspešno sodelovala, rada sva delala drug z drugim. Se mi zdi, da sva tudi zelo dober film takrat naredila. In potem, ko je prišlo do tega filma, ki je Davidov diplomski film, me je on bolj samoumevno povabil k temu filmu in jaz sem tudi enako samoumevno odgovoril, da ja, z veseljem sodelujem z njim, tako da čisto po nekih teh prijateljskih vzgibih, no. Ja, pa ti da prejmaš študentske Oskar, a to treba isto tako lobirati, kad ga prišljivati na prezijo? A je nagrada ista, je isto? Ne, nagrada je v bistvu ena taka črna kocka marmorja, pa je gor neka taka medalja prepopana z logotom kica. Prvič, da ne bo preveč dolga, Martin bo seveda še prisoten na vseh ostalih predstavah, ena bo že jutri, ki je Komuna, tako da vsi, ki vam bo film všeč, ki se večer, da vam bo, si lahko povabite, razen če ni projekcija že razprodana, kar je tem težava. Martin, hvala, občinstvo posrede, upam, da boste uživali na filmskem večeru. 27. Lif je odprt in vidimo se, upam, da na zaključku